Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas spet razveseljujemo in inspiriramo za zgodbo človeka, ki dela to, kar ga veseli. In danes je z mano zelo poseben človek, zelo mi je pri srcu. Bila sva pravzaprav, ne vem, če se reče sošolca v vrtcu, ampak v vrtcu smo bili skupaj in potem še vso osnovno šolo nekako so sošolci, tako da naju veže neka povezava že iz otroštva. Danes sva vsak razvila svojo zgodbo. Rok Lesjak, oblikovalec nakita, ima tudi svojo blagovno znamko Rok's Flow. In Rok, pozdravljen v mojem Fajn podcastu. Lep pozdrav. Me veseli, da si me povabila, pa da bom rekla kako. Mene tudi ful veseli, zaradi tega, ker res občudujem to tvojo umetniško pot. Se mi zdi, da je vedno zanimivo srečati nekoga iz otroštva, ki je izbral podobno pač to neko pot umetniško, ki pač ni lahka. Ne? Kako jo ti doživljaš? Je lahka ali težka zate? So spolni pa padci, ne? V bistvu včasih gre lepo, počasi, mislim, kot teče, ko voda, včasih pa se zatakne. Ne? In kak ti takrat, ko se zatakne, kak greš preko? Kaj ti da tisto motivacijo? So to različne stvari ali vedno en drive? Probam nekako misli nekam drugam preusmeriti, pa se z nečim drugim zamotiti, ne vem, drugače tudi žongliram, pa se ukvarjam, ne vem, igram malo kitaro, piščal. V bistvu, ko se zatakne, probam nekam drugam iti in pol čez čas, sicer traja včasih dolgo, spet steče. No. Se pravi, gre v bistvu za neko zaupanje v to, da bo prišel spet neki tisti dober flow. Ne? Bi rekel, da si se naučil tega zaupanja ali da je bilo vedno v tebi pač to zaupanje, da stvari prepustiš in se bojo že uredile? Ja, ni bilo, ne. To sem kar dolgo časa rabo, da sem v bistvu prišel do tega, da sem rekel, zdaj pa je čas, da malo vse spustiš, pa bože, nič na silo, ker na silo res nič ne gre. Ne. Sem probal tudi že tako, da sem nekaj na silo, ampak pol ni več tistega užitka, pa tisto v bistvu zaradi česa sem vse to začel delati. Pol se vse malo tako in ti malo začne minevati. Se mi zdi to kar ključni moment za umetnika, da spozna, da v bistvu umetnost delati na silo ni mogoče. Po drugi strani pa istočasno spoznaš, da ti bo zaradi tega vedno težko, ne? Zato ker pač živimo pa v svetu, ki hoče imeti na rok, na datum, za ta denar, ne? In je težko v bistvu jadrati, ampak se mi zdi, če delaš to, kar te veseli, je vse lažje. In tebe veseli dejansko oblikovanje nakita. Ti si zaključil tudi višjo lesarsko šolo. Ta moment v tvojem življenju, kdaj si ugotovil ali pa kdaj si začutil, da bi ti rad pač v resnici gradil svojo pot po kreativni plati oziroma na kreativni način? Ja, jaz sem že v bistvu od malega, saj veš, da smo skupaj ustvarjali marsikaj. Že od takrat sem nekakrat ustvarjal z rokami. Potem sem pa pač prišel do te točke, ko sem moral odločiti, kam iti študirati. Pa sem šel prvo v Ljubljano, sicer tisto ni trajalo dolgo, sem bil tam v bistvu en mesec. Sem šel študirati agronomijo, pa ni šlo in sem se vrnil nazaj v Maribor. Nisem pa želel, kako bi rekel, v kož vreči te priložnosti, ki jo imaš kot študent, in sem pač iskal neko drugo pot. Ali pa v odraščanju, da si vedno vedel, da je najboljše slediti svojemu srcu. Pa tako se mi zdi, vedno bolj, ko sem opazoval ljudi okoli sebe, pa družino, ko vsi pač delajo na polno, hardcore in se skoraj že izčrpajo. Sem nekako vedno bil na tem, da jaz pa tega res nočem. To pa ni moja pot, ne. Jaz pa pač dolgo sem iskal, pa vedno sem si želel nekaj druga. Poskušal sem res marsikaj. Se pravi, v bistvu ta nek opazovalni duh v tebi, ne? Ampak si vseeno bil kdaj v življenju, ne vem, vseeno v precepu, da recimo jaz imam včasih take momente, da se sama sebi zdim domišljava, zaradi tega, ker tako razmišljam, da jaz pa res ne bom šla v službo in tam crkovala pač za nekoga drugega. Si imel kdaj ta moment občutka krivde, da tako razmišljaš, a si vedno čutil ne. To pač tak je in jaz bom temu sledil. Pride kaki dan, samo pol pa vedno prijem do tega, da pač boljše sebi sledim, ker še do zdaj pač ne bom rekel, da sem vedno imel prav, ampak vedno je nekako šlo naprej in se razvijalo in se oblikovalo. Pač vidiš, da
nima smisla se na druge ozirati, ker v bistvu pač živiš svoje življenje in moraš sebi pa svojemu srcu slediti, pa delati res to, kar te veseli, če je le možno. No. Res je zanimivo, da se čisto vedno, ko slediš svojemu srcu, nekako uredi. Ne? Tudi če kaže finančno včasih malo čudno, ali pa tudi če kaže, ne vem, tako kot si rekel, se zbudiš, pa vidiš vse ostale, da čisto drugače živijo kot ti, se pol nekako uredi, če slediš svojemu srcu, da je tak, kak mora biti. Tak smo zdaj pa tako razvijali, kot da je vedno vse lušno pa fajn, pa se itak vse uredi. Ampak v bistvu so te neki težki trenutki, sploh ker je to na nek način družbeno sporno ali pa drugače, če slediš samo sebi in svojemu srcu. Pa me zanima, kdaj pa je vseeno bilo tebi najtežje v življenju, pa kako si v bistvu šel preko tega takrat? Ja, ena najhujša stvar, ko se mi je zgodila pri 15 letih, je bilo, ko mi je umrla mama za rakom. Takrat v bistvu sem mislil, da se mi je v bistvu svet podaril. In sem rabil kar dolgo časa, da sem mamino smrt tudi sprejel. No. In pač ugotovil, da je smrt tudi del življenja. No. Tako je rojstvo del življenja, je tudi smrt en del življenja. No. In v bistvu tisto je bil en najbolj takih trenutkov. Pa bil sem v takem obdobju, ko v bistvu se razvijaš, pa puberteti si. Ampak pol sem v bistvu ravno takrat mislim, da je bilo to, da sem še bolj začel delati na sebi in na svojem dobrem počutju in pač poskušal živeti nekako brez stresa. No. Na nek način nas v bistvu dostikrat pač taki grozni dogodki po drugi strani pa prebudijo, ne? Oziroma nam dajo te neke okoliščine, v katerih se res spraviš k sebi, oziroma se res vprašaš neke stvari. Ne? Zdaj, najbrž mama je bila vedno verjetno tvoj glavni suport. Kaj pa kasneje potem, kdo je stal ob tebi takrat, ko si mogel iti tu naprej? Mislim, pri 15 letih to se mi zdi najboljši možni čas, da se ti nekaj takega zgodi. Ja, najbolj sem hvaležen ate. Če ne bi bilo njega, jaz pojma nimam, kaj bi zdaj se z mano dogajalo, ker res, ne vem. To, kaj je on naredil na mene, vse veš, ko včasih hočeš nekako vrniti staršem to, kaj so za tebe naredili, ampak jaz to ne bom imel, mislim, ni šans, da bom jaz to vse vrnil, ne. Najbolj mi je on stal, pa tudi brat, ne. Ste v bistvu na nek način stopili skupaj in ste si držali ta nek support, ne. No, ker meni se zdi, da pač dostikrat tako, veš, ko gremo čez neke težke stvari, pa ko pol te ljudje te zgodbe govorijo, dostikrat pozabimo pač omeniti ali pa poudariti, koliko je pomembno, da imamo okoli sebe prave ljudi, ne, ki nas v bistvu podpirajo, da ne vem, živimo v svetu, ki je zelo individualističen, ne? Vse je lahko sam, sploh mi ženske, ne? Pač jaz bom vse sama, jaz dobenega ne rabim, ne? Ampak v resnici smo ljudje, ne? V resnici nam je težko in rabimo so ljudi takrat. Ne? Ja, res je. Ne vem, sam težko kaj. Čeprav jaz sem tudi tak, da včasih to bom sam, samo v bistvu na koncu nisi nikoli sam, no. Vedno je nekje nekdo, ki ti bo dal roko. No. Kad si povedal, ne, ljudje so v bistvu tisti, ki so te na nek način pripeljali tudi do te zgodbe, da ta nakit oblikuješ tudi z nekim dodatnim pomenom. Ne. Se pravi, zgodbe ljudi, ki so ti rekli, jaz bi imela pa to in potem so se tebi odpirale in se mi zdi dobro v bistvu to izpostaviti, da smo odprti tudi do zgodb ljudi in tudi do njihove podpore. Ne. Zdaj po vseh teh letih, ne, stara sva torej 32 let, kaj se ti zdi pomembno, kaj si se naučil do zdaj v življenju, da je pomembno, da ima človek v sebi, da preživi? Srce, ne, tako smo že rekla, da delaš s srcem, pa da gledaš na ljudi in da si pomagaš, da en drugemu daš roko, no, ko je to potrebno. To se mi zdi ful pomemben del. Pa brez sovraštva. V bistvu sva zdaj že malo to na nek način odprla, ampak za nami pridejo otroci, ne, imamo pač otroke, vzgajamo jih, zdi se mi, da je ful pomembno, če hočemo imeti družbo, ki tako razmišlja, kot si zdaj rekel, ne, se pravi, da ni sovraštva, da si v bistvu med sabo pomagamo, da je ful pomembno, da o tem razmišljamo že v bistvu pri vzgoji otrok. Ne. Zdaj ti še svojih otrok nimaš, ampak če boš jih imel ali pa ko jih boš imel, kaj se ti bo zdelo tisto najpomembnejše, da jih naučiš v bistvu za življenje? Da se znajdejo. Da pač znajo uporabljati svoje roke, da si kreativen, da kreativno pluješ skozi življenje.
Tako, ampak to je ful pomembno, veš, ker v bistvu vedno bolj tonemo v to, da smo avtomatizirani, da zremo in smo nekako otopeli, zremo v neke ekrane, v neke videe, v neke, ki se samo vse naprave, delajo vse namesto nas, ti pa govoriš v bistvu o uporabi rok, ne? In se mi zdi, rok, ki govori o uporabi rok. Se mi zdi pa to ključnega pomena, ne? Ti si tudi preko, sva se pogovarjala, rekel, rabim vrtiček za to, da bom delal zemljo, ne? V tem je neke vrste terapija, ne? Oziroma vračanje k temu pristnemu, izvornemu človeku. Točno to, ja. Sploh recimo zdaj, to, ko si zdaj omenila vrtiček, to, jaz živim v bloku in ful redko imam stik z zemljo. V nekem trenutku sem začutil, da mi to ful manjka, ne, ker je pač, kako pravijo, te prizemlji in res je to, no. Jaz sem včasih rad živim v bistvu malo v oblakih, priznam, ampak ta stik z zemljo, pa tudi če samo hodim bos od zunaj, me nekako prizemlji, tukaj si zdaj, tukaj moraš nekaj narediti, ne, ti tam zgoraj v oblakih, ampak tu zdaj, ta trenutek je pomemben, ne tisto, kaj bo, pa kar je bilo. Pa recimo ljudje me sprašujejo, kaj pa penzija, pa to. V bistvu to si delaš problem že, ko ga ni. Nočem tega stresa. Sem hodil v službo, sem delal marsikaj in sem videl, da v bistvu ta stres je tisti, ki me ubijal, no. In točno tukaj bova zdaj zaključila najin podcast, biti v trenutku, zdaj, v tem trenutku, narediti korake, razmišljati o zdaj. Pojdite danes z tem v dan, nadaljujte z tem teden, razmišljate o tem, ali ste v trenutku ali ne. Nič ni narobe s tem, če smo v oblakih, tudi to more biti, moramo sanjariti, moramo odpreti s tem stvarem se. Hkrati pa je recimo ta Rokova strategija pač poiskati vrtiček, stopiti na zemljo, delati zemljo odlična, tudi priznana pot do tega, da se tudi prizemljimo v življenju in v trenutku. Rok, hvala ti, lepo bodite poslušalci in se vidimo prihodnji teden. Čau! Hvala, čau! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.